Hej, fantše, Ivan je tukaj. In tega ne boste verjeli. Dobila sem pismo od MrBeast osebno. Poglejte. Kaj, resnično? Ali resno misliš? V redu, odpri ga. Daj no. V redu. Poglejmo. O moj bog. Poglej to. To sta 2 vstopnici za MrBeast Land. Ali vidim prav? Tega ne morem verjeti. Fantje, če želite srečati MrBeast v resničnem življenju, kliknite ta gumb za naročanje zdaj. Tako ljubosumen. Kdaj greš? Marija, gremo takoj in greš z mano. In tukaj je izziv. Imamo natanko 24 ur, da gremo v Beast Land, najdemo MrBeast in raziščemo celoten park. Začnemo zdaj. Gremo. Počakaj, kaj? Moram spakirati kovček. Počakaj. Kaj? Smo tukaj? Da, smo tukaj. Samo poglej ta vhod. To ne moreš zamenjati za nič drugega. V redu. Daj no. Gremo. Fantje, ostanite z nami. Avantura se šele začenja. Gremo naprej. Zadnji znotraj mora predati svojo prvo nagrado. Hej, kaj? To ni pošteno. Počakaj. Fantje, samo poglejte velikost tega kraja. Smo tako srečni, da imamo vstopnice. Končno sem dohitel. Wow, lahko raziskujemo celotno stvar nocoj. Res želim iti na izziv bojevnika. Izziv bojevnika. Strinjam se. Tudi jaz želim iti tja. Ampak poglej, športna cona je malo bližje, zato mislim, da začnemo tam in če končamo vse cone na koncu, bomo dobili super nagrado. In upam, da nam jo bo MrBeast sam dal. Karkoli, ni časa za izgubljanje. Gremo. Fantje, ta cona je bila dobesedno narejena zame ali za Ronalda. Oba imamo enako radi nogomet. Marija, vem, da nisi tak nogometni navdušenec, ampak dajmo narediti izziv. Poglej, moramo zadeti eno od tarč. Kdor izgubi, mora iti na največji roller coaster kadarkoli tam za nami. Poglej. V redu, ne maram nogometa, ampak ne bom ti dala priložnosti. Gremo. Tako, fantje, poskrbite, da si ogledate ta video do konca, da vidite, kako Ivan izgubi in jaz ojim svojim super veliko nagrado od MrBeast. Fantje, drugi poskus. Bil si tako blizu. Marija, pojdi. Zmoreš. To bom zadela. Vsaj nekaj sem zadela. V redu. Imam svoj zadnji poskus. Zadev sem prečko. Mislim, da je to dobro. Marija, pojdi. Tvoj tretji poskus. Marija, mislim, da boš šla tja. Ne. Zdi se, da je Ivan zmagal. Še vedno imamo, mislim, še 2 poskusa. Ja, fantje. Gremo. Kako dober si v tem? Marija. V redu je, Marija. Fantje, dobil sem 1000 točk. Gremo, Marija, gremo. Ne. Gremo. Ne, prosim. Bo zabavno. Marija, veš, da še vedno dobivaš to kazen. Gremo. Oprosti, ampak... Marija, zaupaj mi, boš v redu. Samo izstrelila se boš kot krogla skozi proge. Mogoče boš malo omotična ali celo bruhala, ampak boš v redu. No, dajmo. Ali si prepričan, da je to dobra ideja? Ja. Gremo. Prosim, samo. Res bo v redu. Marija, kako je bilo? Bilo je strašljivo, ampak potihem zabavno. Torej, Marija, mislim, da po vsem tem adrenalinu moramo malo umiriti, zato mislim, da bi morali iti v nagradno cono. Nagradna cona? Ja. Osvojila bom vsako nagrado. Vsaka igrača MrBeast bo moja. Daj no. V redu, gremo. V redu, fantje. Zdaj smo v nagradni coni in čas je, da osvojimo čim več nagrad MrBeast kot lahko. Poskušala bom osvojiti čim več kot lahko in bom zmagala, zato mi zaželite srečo. V redu, fantje. Torej, imam 2 poskusa, da zrušim kup. Gremo. 3, 2, 1. Mislim, da mi je uspelo. Imam izjemno natančnost. Fantje, mislim, da je ta igra prirejena. V redu, fantje. V tej igri moram zadeti 2 žogi v koš in ne smejo iti preko koša. Upajmo, da bom zmagala. V redu, bom šel na drugi krog. Upam, da bom tokrat zmagal. Glede na kontekst moram pristati zunaj kroga. Postajam malo sumničav. V redu, daj no. 3, 2, 1, pojdi. Daj no. Ja, 1 je notri. Daj no. Krog 3. Gremo. Daj no, fantje. Kaj imam? Gremo. Tako sem slaba v tem. Verjamem vate. Poglej, ta bo zmagovalec. Samo poglej. 3, 2, 1. Ali morda ne? Fantje, bil sem malo boljši na začetku. Poskušal bom ujeti nekaj zagona. Ne. Tako blizu. Ja. To je mogoče. Gremo. Ali morda ne?
Mr. Beast. Dajmo. Pojdimo. Zmorem to. V redu, za srečo. Dajmo. Iz vsega znanja, ki ga imam, je to zadnja igra. Moram spraviti ti dve noter. Kako si, Ivan? Ne gre mi tako dobro. Mislim, imel sem 10 krogov in zgrešil sem vse. Imam zadnjo priložnost. Lahko ti pomagam? Ja, poskusi. V redu. Ti pojdi prvi, vidiš, ni tako lahko. No, morda smo boljši v nečem drugem. Pojdimo na naslednjo igro, ker res želim osvojiti to nagrado. Fantje, vsi vemo, da je MrBeast strokovnjak za izzive in ta tečaj je narejen prav zanj. Tako da jaz in Marija ne bova le tekla po tem tečaju, ampak se bova pomerila za. Kos čokolade si seba. Marija, mislim, da je to malo prelahko. Naredimo tako, da zmagovalec izbere kazen za poraženca. V redu. Kaj pa, če je ekstremna vožnja? V redu, naredimo to. Fantje, tukaj se moram uravnotežiti. To je tako težko. O moj bog, obroči. Skoraj sem tam. Yep. Zgrešil sem gumb. Dajmo. Dobro delo, moj prijatelj. Marija, to je bilo težko. In fantje, odločili smo se, da bo med nami izenačeno, ker je Marija nekajkrat padla in sem na koncu zgrešil gumb, zato bova oba šla na kazensko vožnjo. Katero kazen torej izberemo? Kaj pa, vožnja s pestjo? Pojdimo. V redu, fantje. Tukaj smo. Ne morem verjeti, da to počnem. O moj bog, to je tako strašljivo. Nisem tiste vrste človek, ki bi užival v vznemirjenju, ampak zdi se, da Ivan malo je. O moj bog, to je bilo še bolj strašljivo kot prejšnje. Marija, ne morem več tega. Dajmo, imamo to. Še pol parka je. Dajmo. Marija, moramo najti MrBeast ali nam bo zmanjkalo časa. Ne bo tukaj, ampak v redu, Bo tukaj, ga bom sčasoma našel. To je on. To naj on. Vprašal bom tega fanta. Mislim, da ve. Si videl MrBeast? Ne. Ne ve. Težko ga bo najti. Nadaljujmo. MrBeast, me slišiš? Kje si? Torej, Ivan, kako poteka iskanje? No, ne ravno srečno. Nisem našel MrBeast. Popoln neuspeh. No, tega ne boš verjel, ampak dejansko imam sliko z MrBeast osebno. Kaj? Ni šans. Kje je? Moram ga najti. Haha, samo šalim se. Ampak izziv še ni končan. Kdor bo bliže sredini tarče, zmaga. In poraženec mora kupiti spominek za zmagovalca. Pojdimo. Fantje, nažalost nisem srečal MrBeast zdaj, ampak nisem zamudil priložnosti in želim se peljati s tem. Moram zadeti sredino, tarčo s to vrečko in dobil bom 5000 točk. Upam, da mi uspe. Pojdimo. 3, 2, 1. No, mislim, da sem tudi to rundo zmagal, ker sem bil bližje sredini tarče. Zdaj pa dobim MrBeast spominek. Pojdimo po njega. Trgovina Beast, želim dobiti svojo nagrado. Pojdimo. V redu, kaj želiš? Glej, tam je magnet. Magnet? Daj, no ne, to je dolgočasno. Imamo nekaj steklenic, imamo nekaj igrač, nekaj torb, tudi igrače.
Marija, poglej, to je resnično popolno. To je nogometna žoga in lahko igram z njo. Kupujem to nogometno žogo. V redu, prav. Upam, da si zdaj srečen, Ivan. Ja, sem. Pojdimo jo kupiti. Tako sem srečen, Marija. Hvala. Ni zakaj. Fantje, samo poglejte to. To je 1:0 največja skrivnostna škatla, kar sem jih kdaj videl v svojem življenju. Sprašujem se, kaj je notri. Počakaj malo. Mrbeast, skrivnostna škatla? Mrbeast je notri. To je znak. Oh ja, Dajmo, pojdimo. pojdimo. Lahko posnamem sliko? Ja. Ja, kdo gre prvi? Ivan, ti greš prvi. Jaz bom šel prvi. V redu, samo preklopiti moram. Tjedneho roka. V redu. 3, 2, prvi. Gremo. Pojdi, Ivan. Da, Ivan. Ne, imaš še 15 sekund. Ivan, no daj. Ne, 4, 3, 2, prvi. to je skoraj nemogoče. Moraš to storiti res hitro. Z eno roko. Pojdimo na drugo rundo, fantje. Pogumno, Ivan. Verjamem vate. Gremo. Ti gre veliko bolje. Dajmo. Oh, zmedel sem se. Postajam živčen. 3, 2, prvi. Pravzaprav sem bil tako blizu. Pogumno, Marija. Oh, še 15 sekund. Rdeče žoge. 8, 7, 6. Dajmo, zmoreš. Dajmo. 3, 2, prvi. Dajmo. Osredotoči se. Zmoreš. Da. V redu, dajmo. Še 4 sekunde, Ivan. Gremo. Oh, ne, spet sem zmeden. 3, 2, prvi. Imamo zmagovalca. Zdaj nama je obema uspelo. Samo malo vaje in vse je popolno, fantje. Oh, kaj je to? Ivan, mislim, da bi moral svetiti prvi. Pojdimo po to. V redu, fantje. Torej, pravila igre so, da bo pot, ki jo moram zapomniti v 8 sekundah. In začel bom tukaj do tja. Če uspešno zaključim pot, dobim 1000 točk in zmagam v igri. Pojdimo. Dajmo, Ivan, ti to zmoreš. Ultra spomin. Telekineza, pojdi, dajmo, Ivan. Ne! Izgubil si. Oh, mislim, da je bilo tukaj. Ja, bom naredil še enkrat. Naredil bom še enkrat. Gremo, Ivan, tako blizu si. Dajmo. Da, pojdimo. To je bilo 1000 točk. V redu, Marija, tvoja vrsta. Želiš iti zdaj? V redu. Imaš samo 8 sekund. Pojdi. V redu. 1, 2, 3, 4, 5. Gremo. To je nogometna žoga in lahko igram z njo. Oh, ne, Marija. Oh, ne. Dajmo. V redu, imam še eno življenje. Drugi poskus. Aktiviraj svoje sposobnosti pomnjenja. 1, 2, 3. Mislim, da ta. V redu. 5, 6, 7. Ne, V redu. Še ena mi je ostala. Dajmo. poskusi si to predstavljati. Ta je težka. V redu. Imaš to. Ne vem. Mislim, da je tukaj. Ja, sprostite se. Ja, Da, pojdimo. Zmagala sem. daj 5. Premagali smo ta izziv. To je bilo pravzaprav kar zabavno. Ja, ampak sem izgubil. Oh, to me pelje do moje točke. Pozabil sem ti povedati, da se karta poraženca tega izziva raztrga na pol in se mora sam vrniti domov. Zakaj si mi to povedal? Zakaj mi tega nisi prej povedal? Bil bi pripravljen. Kako naj se zdaj vrnem nazaj? Lahko plavaš. Kaj? To je tako nepošteno. Marija, umiri se. To je bila samo šala. Tako si smešen. 5, 4, 3, 2, prvi. Ta dan je bil težak. Naredili smo vse, kar smo lahko v teh 24 urah, ampak Marija, nismo našli Mrbeasta in to je precej razočarajoče. Ja, to je res žalostno. Počakaj. Marija, kdo je to? Kdo je to? Morda je to Mrbeast. Ni Mrbeast, ampak je nekdo. Si to ti, Ivan? No, odvisno. O čem se gre? Če sem naredil kaj narobe, potem ne. Nisem. Fantje, nekaj je narobe s tem. Prejeli ste posebno dostavo od Mrbeasta. Mr. Beast? Ojoj, to je kar težko. Kaj je to? Tujec mi je dal škatlo. Ivan, odpri. Sprostite se. Fantje, tukaj je pismo od Mrbeasta. Ivan in Marija uspešno sta zaključila ta izziv s častjo. Moral sem hitro oditi, vendar sem za vas pustil posebno nagrado. Kaj? Mrbeastov play button. Fantje, ne morem verjeti, da nam je Mrbeast dejansko dal svoj play button. To je neverjetno. No, nismo ga ravno videli v parku, ampak smo se imeli zelo zabavno, kaj ne? Ja, in mislim, da je to zagotovo zato, ker smo zaključili vse izzive. Da,